Dajva si pogledati, kako se da brez denarja kupiti, kaj smo rekli, stanovanje. Se pač prijel za glavo in sem rekel, mi smo podpisali pogodbo za stanovanje, za nakup stanovanja, da ga jaz kupim. Jaz pa nimam niti za notarja za plačati. Na netu, mislim na nepremičnine.net sem najdel v bistvu oglas za stanovanje. Prvo sem v bistvu gledal najem, pa sem rekel, da to ni zame in sem najdel za prodajo. In mi je pač punca rekla takrat, mi dva nimamo denarja, da kupimo ta stanovanje, sem rekel, me ne zanima. Ta stanovanje bo moj, ker sem ga najdel. Prijem, sem se zelo bo kuhno, valjda, pač kuhar slašičar, in sem rekel, ta stanovanje bo moj, povej, kdaj lahko podpišemo pogodbo. Je rekel, da je ostal konje, premislil, sem rekel, ne rabim premišljati, ta stanovanje bo moj. Koliko smo na računu tisti trenutek? Takrat mogoče sem imel 50 evrov, pa 15 evrov minusa sem imel še od gostilne. Čez en mesec se nekako dogovorimo, če skrajšam, pa če sem tudi mesečno se zmanjšal kvoto, koliko bom na mesec dajal. Se pravi, zmenil sem se tako, da dam naprej nekaj denarja, to se pravi 5000 evrov, pa vsak mesec dajem po 500 evrov. Tako je bil začetek dogovor, da se zmenimo, ne? In je rekel, ok, to bo šlo čez. Pa sem mu pa zniževal, ker sem ugotovil, da je bila takrat je bila korona, nisem mogel delati, sem vprašanje, kje bom jaz zdaj ta denar dobil. In nekako na koncu smo se zmenili tako, da dam 10 000 v roku 5 let. To se pravi, ne na začetku, tako kot smo se na začetku pogovarjali, ampak v roku 5 let, pa da imam 350 evrov na mesec. Se pravi, possible, da se to dejansko preživi. In takrat punca je imela job, jaz ga nisem imel, se pravi, smo bili v bistvu na njeni minimalni plači. Smo kupila stanovanje, smo se prišla na podpis pogodbe, podpišemo, se vse zmenimo in valjda, Sandi je noben ni povedal, da je treba notarja plačati. Jaz sem mislil, da je to pač 100 evrov, nekaj tasga, pa noben mi ni povedal, da je treba davek plačati od prodaje nepremičnine, ki je ponovadi kupec prevzame. In je bil račun takrat Jurija 800 in jaz sem imel takrat 200 evrov, toliko sem nekako prišparil, sem rekel, da imel za notarja. Jaz sem se pač prijel za glavo in sem rekel, mi smo podpisali pogodbo za stanovanje, za nakup stanovanja, da ga jaz kupim. Jaz pa nimam niti za notarja za plačati. Meni, kako nisi razmišljal, ampak sem rekel, ok, moram se hitro znajti v tistem momentu, grem do lastnika, ki on je šel ven in mu pač povem situacijo, da pač nisem vedel tega. In se je tako prijel za glavo, šel do žene in vprašal, kaj pač narediti.